Pozdravljeni. V drugem prispevku, posvečenem veliki nagradi Las Vegasa, si bomo ogledali vse tisto, kar se je zgodilo in predvsem tisto, kar se ni zgodilo pred kvalifikacijami. Verjamem, da marsikdo izmed vas bi si bolj želel, da bi danes preskočil tisti uvodni del, kjer nekaj minut posvetimo tehničnim novostim ter zanimivostim. Bistveno bolj zanimivo je seveda se spraševati, če ga vse so sposobni in predvsem, kaj niso sposobni napraviti sami organizatorji. Ampak tudi tu imamo nekaj podrobnosti, ki si zaslužijo našo pozornost. In če kot običajno pogledamo tista poročila, uradne dokumente FIE, bomo videli, da pri ekipi Alpine so pripravili nov prednji profil aerodinamičnega stabilizatorja in praktično na teh fotografijah lahko vidimo razliko med starejšo in novejšo verzijo. Poglejte samo obliko črk tam na notranjem delu napisa. Seveda tudi zadnji spodnji profil so spremenili in malce seveda spoj obes ter zavornih košar. Vse je povezano s karakteristikami proge in posvečeno zmanjšanju zračnega upora. Podobno so napravili pri ekipi Aston Martin na prednjem profilu in predvsem na pokrovu pogonskega sklopa v tako imenovanem območju Coca-Cole. In tu zaenkrat ni bilo mogoče dobiti kakšnih boljših fotografij od tistih, ki sem vam jih pokazal sedaj. In ne smemo mimo tudi McLarena, kjer imajo zadnji profil in seveda tega lahko tudi pogledamo v tem posnetku, kjer se vidi približno kako nizek je kot na tem aerodinamičnem elementu. Kot novost, seveda novost v navednicah, moram poudariti, da prav tu v Las Vegasu so mnoge ekipe pripravile prav posebne barvne sheme. Omenili smo že v predhodnih prispevkih, da so nekaj takega napravili pri Ferrariju, ampak tudi pri McLarenu, Williamsu, Red Bullu, ekipi Alfa Tauri in ne smemo pozabiti na Alfa Romeo F1 tim. Toliko posebnih barvnih shem, da po mojem osebnem videnju je vse skupaj izgubilo čar. Zanimivo je, če ena ali dve ekipi pripravita nekaj posebnega, ampak če nekaj posebnega pripravi več kot polovica nastopajočih na štartnem razporedu, vse skupaj, vsaj po mojem osebnem videnju, izgubi svoj smisel. Ne smemo pozabiti na neko podrobnost. Pri ekipi Haas bo imel Magnussen konfiguracijo, ki smo jo videli na veliki nagradi Združenih držav, dirka v Austinu, medtem ko Nico Hülkenberg bo imel tisto starejšo varianto aerodinamičnih rešitev, da bodo pri ekipi Haas primerjali, ali so novosti res toliko boljše od starejših rešitev. Kot zanimivost bi rad poudaril tudi to, da na tisti velikanski krogli tam v ozadju so izključili rumeno, rdečo in modro barvo, ker naj bi ta baje po poročanju motila same voznike. Videli bomo v nadaljevanju, ali je to res ali ne. Ker smo govorili že v samem uvodnem prispevku, kako je potrebno tu imeti nizek kot aerodinamičnih profilov, izjemno nizek zračni upor, bi vam rad pokazal še, kako so se tega lotili pri tovarniški ekipi Mercedes. Ne zato, ker bi bilo to nekaj posebnega, ampak ker imamo na voljo dobre fotografije. Poglejmo samo kot na prednjem aerodinamičnem profilu. In seveda s tem posnetkom zaključujemo ta naš uvodni del in sedaj se lahko lotimo tistih malce bolj perečih tem.
In verjemite mi, da sem razočaran in predvsem razburjen, verjetno tako kot vi, če ne tudi bolj. Lahko bi dejali, da prvi prosti trening na novi veliki nagradi Las Vegasa, je bil burleska, farsa, nekaj, kar ne spada v nobeno kategorijo, ki ima naslov svetovnega prvenstva. Ne smemo pozabiti, da prvi prosti trening je trajal celih 8 minut. Carlos Sainz mlajši in Esteban Ocon sta uničila bolida. In tu se strinjam s Fredom Vassörjem, namreč tisto, kar smo videli na progi, je nesprejemljivo. In kaj se je pravzaprav zgodilo? Na tisti ravnini na stripu je dobesedno popustil jašek ventila za vodo. In to vidimo na teh fotografijah, da ni šlo za pokrov, kot bi morda lahko na prvi pogled trdili. In tisto, kar smo že videli v Bakuju leta 2019 in tudi v Monaku v sezoni 2016. Dobesedno celoten jašek z vodnim ventilom je odletel na progo in na srečo Carlosu Sainzu mlajšemu se ni zgodilo nič. Tu imam 2 posnetka, ki upam, da jih bo YouTube dovolil predvajati, ki nam pokažeta v živo, kako je zadeva izgledala. Pravzaprav bi lahko dejali naslednje. Bolid Carlosa Sainza mlajšega je bil seveda poškodovan, potrebno je bilo sestaviti novega, ampak vidi se, da pravzaprav tako organizatorji kot tudi FIA ni dobro opravila svoje naloge. Namreč proga kot taka je dobila homologacijo in zanima me, kdo je to podpisal. A tu se moramo sedaj začeti spraševati. Namreč Carlos Sainz mlajši je zamenjal šasijo, motor z notranjim izgorevanjem, kar seveda ni nič takega, uporabljal je starejšo enoto. Ampak zamenjal je poleg menjalnika tudi baterijo, ki ni bila tista, imenujemo jo rezervna. Zato na samem štartnem razporedu bo imel kazen. Kljub temu, da pri skuderiji Ferrari so jasno povedali, da ni njihova krivda, da je prišlo do menjave. A seveda razsodniki so šli strogo po pravilniku, prišlo je do menjave in zato sledi kazen. A treba je poudariti še nekaj drugega. Seveda po prekinitvi, ki je trajala več ur, so organizatorji sporočili, da pravzaprav publiki ni treba skrbeti, za jesti in piti bo seveda poskrbljeno. Kot da so ljudje na progo prišli jesti in piti, ne spremljati prostega treninga Formule 1. In čeprav v tistih glavnih virih boste težko to zasledili, so mnogi začeli zapuščati prizorišče, kar je seveda tudi pravilno. Nivo organizacije velike nagrade Las Vegasa je podoben tistemu, ki smo ga videli leta 1984 v Dallasu, kar je bil eden izmed največjih debaklov v celotni zgodovini Formule 1. In sedaj, vemo, po mnogih zapletih se je začetek drugega prostega treninga premaknil na 2:30 zjutraj. Verjamem, za uspeh Formule 1 v Združenih državah Amerike je to, dovolite mi izraz, enkratna reklama in verjetno upam, da ste začutili moj sarkazem. A tu bi rad poudaril še nekaj. Fred Vasseur je zelo očitno pokazal svojo jezo in razočaranje nad dogajanjem, ampak po drugi strani je Toto Wolff lepo dejal, da to, kar se je zgodilo, ni nič takega, jutri bo že vse pozabljeno. Tu je verjetno spregledal, da pravzaprav jutri, vsaj po lokalnem času, je prišlo izjemno hitro. A sam tega pozabil ne bom in verjetno še marsikatero leto vam bom ponavljal zgodbe, ki so se dogajale tu, kar seveda ne pomeni, da pravzaprav je konec vsem tistim, kar se bo
pravzaprav dogodilo v tem vikendu. Govorili smo o temperaturi, ki sploh ni prišla še v prvi plan, in pravzaprav na drugem prostem treningu smo videli naslednje. Po spremljanju dogajanja na sami progi bi lahko dejali, da ekipe so nekako se najprej hotele izogniti dodatnemu delu z nepotrebnimi poškodbami. Drugi prosti trening se je lokalno, kot sem že omenil, začel ob 2:30 ter trajal 90 minut. Naprimer, pri skuderiji Ferrari si niso želeli še dodatnega dela na kateremkoli bolinu in enako bi dejali pri Alpinu in vseh preostalih 8 ekipah, kajti v tem primeru mehaniki dobesedno ne bi šli na počitek. Kar seveda pravilnik izjemoma dovoljuje, ampak zakaj iskati nesrečo, če ni potrebno? In videli smo lahko tudi, da na začetku pravzaprav so vsi še malce iskali tiste prave zavorne točke, so še skušali nanesti malce gume na asfaltno površino in pripraviti progo. Vse tisto, kar bi morali storiti na prvem prostem treningu, ki je temu namenjen. A konec koncev v luči samih kvalifikacij bi lahko dejali, da Ferrari zna izkoristiti to prednost, ki jo daje konfiguracija proge s samimi ravninami. V predhodnem prispevku smo govorili o tem, da bi lahko imeli pri skuderiji težave s samo temperaturo pnevmatik. A tu je treba povedati, da ta težava pride na dan, ko imamo večje zaporedno število krogov, kar pa tu na samem prostem treningu ni tako očitno. A sam bi tu rad poudaril še nekaj. Max Verstappen, po mojem osebnem mnenju, se ni potrudil kot običajno. Kot dobro vemo, ob 2:30 zjutraj verjetno tudi nam se ne ljubi toliko, kot naprimer ob 7 ali 8 zvečer. In to bi lahko razbrali tudi iz dejstva, da Max Verstappen je bil počasnejši od Sergija Pereza, kar se redko dogaja, predvsem na kvalifikacijah. A videli bomo, ko bo šlo zares. In drugi pokazatelj, ki lahko to jakostno lestvico postavi na manjši vprašaj, je mesto, ki ga zaseda Valtteri Bottas. Nočem trditi, da je Valtteri Bottas slabo vozil ali kaj podobnega, ampak sprašujem se, je bil on tako hiter ali so bili vozniki okrog njega počasni. Manjše razočaranje je rezultat pri ekipi McLaren, kjer jih seveda pričakujemo malce više. Videli smo tudi, da pri Mercedesu, kot da ne bi šli na polno z obema voznikoma. Zato rezultati tega podaljšanega drugega prostega treninga, po mojem osebnem mnenju, niso tisti pravi pokazatelj, vsaj v luči prihajajočih kvalifikacij. Kar se tiče ritma, verjetno za podrobnejšo analizo, bomo lahko videli, da bomo dobili tiste prave podatke, ampak zaenkrat, po vsem tem, seveda še zmeraj malce tavamo v temi. Če malce poenostavim zadeve, bi lahko dejal, da drugi prosti trening nam je v bistvu takšen pokazatelj, kot je običajno prvi prosti trening, kjer res pogledamo, kaj se je zgodilo, ampak same razvrstitve jemljemo z veliko mero rezerve. Pred nami je še tretji prosti trening in seveda tiste glavne kvalifikacije, kjer bomo lahko videli čisto drugačno sliko od tiste, ki nam jo je pokazal sam rezultat tega podaljšanega dogajanja, ki je trajalo bistveno več, kot si je vsakdo izmed nas mislil. A konec koncev zopet opozorilo, da naj se z Formulo 1 ukvarjajo tisti, ki vedo, kako se zadevam streže, ne pa nekdo, ki pozna vse drugo, razen športne plati dogodka. A kot običajno gre za moje osebno mnenje, s katerim se marsikdo ne bo strinjal, nekateri pa ja. Za naš prispevek pred kvalifikacijami, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.